Spoštovani gospod predsednik, gospod Škofa, gledate domoljubni kviz, nimaš pojma! Na levem fotelju nekdanji predsednik parlamenta, vlade in stranke, kraljica ljudskih src in predsednik države, Borut Pahor! Čau, I love you, Miško male. Njegov nasprotnik na desnem fotelju je grdi raček slovenske politike, dolgoletni poslanec in prvak v domoljubju, dr. Branko Grims. Dober večer, kakšen grdi raček? Ok, recimo, da vidva za en dan zamenjata funkciji, kaj bi vi, dr. Grims, kot predsednik republike najprej spremenili v tej državi? To se sliši kot vprašanje na izboru za mis. Kaj bi naredil, če bi imel to moč? Kaj bi naredili, če bi imeli to moč? Ja, kaj? Po hitrem postopku bi razpustil parlament in razpisal nove volitve. Ok, kaj pa vi, gospod predsednik, kaj bi spremenili na tem svetu, če bi bili en dan Branko Grims? Prvi zbor bi šel v Belo krajino in na meji s Hrvaško odstranil vse ograje. To bi napravil z vso odgovornostjo. Ok, gremo k kvizu, ne. Pravila poznata. Najprej imamo 3 vprašanja, na katera odgovarjate po sistemu, kdo bo prej, ne. Tisti, ki zbere več točk, ima potem v finalu veliko psihološko prednost. Zmagovalec gre v polfinale, poraženec pa bo mogel opraviti 200 ur družbeno koristnega dela. Vse jasno? Jasno, ja. Jasno. Dame in gospodje, čas je za domoljubni kviz, nimaš pojma! Prvo vprašanje. Pravilen odgovor je vreden 5 točk. Negativnih pik ni, kazen je, kot veste, mnogo hujša, ne. Dobro poslušajte. Katero je najstarejše slovensko glasbilo? Imate 3 sekunde. Gospod Grims, izvolite. Ja, harmonika, ne? Tako grdo še v naši stranki ne delamo z neposlušanimi. Najstarejše slovensko glasbilo je koščena neandertalska piščal. Harmonika se je pojavila kakšnih 45 000 let kasneje. Ok, drugo vprašanje, pravilen odgovor prenaša 10 točk, vprašanje pa se glasi. V katerem astrološkem znamenju je rojenih največ Slovencev? Kaj, nimate pojma, Največ Slovencev, to je dobrih 180 000, je rojenih v znamenju kozoroga. Za kozoroga velja, da je močan, vzdržljiv, zanesljiv in odločen. Kozorog trdo dela, je praktičen in discipliniran, ne. Uspe počasi, a gotovo. Njegov pogled na svet je tradicionalen in materialističen. Spoštuje denar, prodarno varčuje in vlaga v naložbe. Skratka, drugo ime za Slovenca je kozorog, ne. Rezultati še vedno nič proti nič, smo že pri 3. vprašanju, ki odloča o tem, kdo bo imel prednost v finalu. Pravilen odgovor je vreden 15 točk, dobro poslušajte. Vprašanje se glasi. Kdo je slovenski rekorder v gladovnih stavkah? Dr. Grims, povejte. Ja, če me spomin ne vara, je to Darko Zupan. Odgovor je pravilen! Za tole se je pa splačal priti na kviz, ne? Ok, a mogoče veste, koliko znaša Zupanov rekord? Ja, tam ene pol leta se mi zdi. Gospod Zupan je ob čaju in vitaminih gladovno stavko več kot 400 dni. Dr. Branko Grims vodi s 15 proti nič, ok. Elektriko bomo zdaj izklopili, tako da se lahko malce sprostite, gospod predsednik. Kaj, a bo šlo? Veste, kako je? V kabinetu so mi svetovali, naj bom potrpežljiv do konca. Še vedno lahko zmagam. To je res, finale prenaša 20 točk, pa niti ni nujno, da odgovorite popolnoma točno. Pred nami je zadnje odločilno vprašanje. Finalno vprašanje vam bo zastavil nihče drug kot Zmago Jelinčič. Dober večer, dragi domoljubi. Evo, mene zanima, koliko bogat je povprečen Slovenc. Ne zanima me notranje bogastvo, ampak dolari. Skratka, vprašanje se glasi, koliko znaša premoženje enega odraslega Slovenca? Čas je potekel, gospod Grims, odgovarjate prvi. Ja, ravno zadnjič sem bral poročilo ene švicarske banke o svetovnem bogastvu in
Tam so premoženje povprečnega Slovenca ocenili na okoli $57,000. Ok, doktor Grims pravi, da ima poprečen odrasel Slovenc pod palcem $57,000. Gospod predsednik, vaša naloga je, da poveste, ali je tega premoženja več ali manj. Če odgovorite prav, dobite 200 točk in ste zmagali. Krucefiks. Veste kaj, jaz eno mislim, da ima poprečen državljan Slovenije vendarle kakšen dolar manj, kot pravi kolega Grims. Se pravi manj? Ja, manj. Ok, vaš odgovor je napačen. Yes! Zmagovalec dvoboja je Branko Grims. To Slovenci, mi smo naše največje bogatstvo. Uradna statistika pravi, da ima vsak odrasel Slovenc v povprečju za $57,376 premoženja, kar je približno 10-krat manj kot povprečen Švicar in 20-krat manj kot Zmago Jelinčič. Gospod predsednik, kaj je? Ni šlo, ne? Kaj je bilo narobe? To je bila čista nula, ne? Lahko rečem napačna taktika. Moral bi biti bolj aktiven, no. Zdaj je, kar je. Čestitam kolegu Grimsu. Čestitam. Midva se vidimo po finalu, ne? Ste zadovoljni? Ja, seveda, ne zgodi se vsak dan, da uničiš predsednika države. Ok, spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, to je bil naš 5. domoljubni kviz. Muziko vrtela DJ Lorela, mi pa se vidimo s tem tednom v pisnem času na istem kanalu. Živo!